Živ in pa pozdravljeni v čista nov vlog. Še preden pa začnemo tale house tour, pa dajmo zdaj kar skočiti na pol leta nazaj, kjer smo tudi ostali z zadnjim updateom, da vidite malo progresa, kako je ta stanovanje nastajalo. Končno, evo, toliko sem vesel. Mi je pa ful všeč, kako je izpadla tale zelena. Sicer klele se vidi, da je siva, no, kaj pa vem, tlele se vidi, evo, lej. Nisem hotel, da je premočna zelena, ker pa bi to malo češ zgledal, ampak tole mi je pa tako ideala. Pa hotel sem tele take starinski zgled teh kljukc, pa malo poglobljen detajl takole na stranicah. Tako da zadeva zgleda tako malo retro, ampak še zmer tako malo moderno, no. Pult sem pa sicer razbral takle temen, malenkost na rjavo potegne, ampak nisem hotel imeti hrasta, čeprav bi dobro zgledal, zato ker bom imel pol tudi tukaj hrastovo mizo, pa bi se preveč tepal, ker imam že tukaj les, pa še tale stena bo les oblečena in je pol čist preveč lesa tlele. Tlele sem pa v bistvu si naredil eno tako marco, kaj jo takole gor odpreš. Pa imaš pol lahko tukaj kavomate noter, pa tamle imam tudi štrom, tako da je kavomat v bistvu skozi pržgan in ko ga rabaš, pržgeš, si narediš kavo, takole ven si lepo zadevo zapeleš, imaš parok, narediš kofe, zapreš in lepo zadevo pospraviš in so kavomati pospravljeni. Ker najbolj mi gre na živce, da je en kup aparatov poj še kle po pultu, tako tega v moji kuhinji ne bo. WC je že zmontiran, pa tuš je tudi že noter. Te ledile so v bistvu tukaj, da grejo na steno, pa takole sem jih dal lepo krtačati, meni je to toliko lepo. Tole je sicer smreka, ampak bom tudi to smreko malo upajcal oziroma prebarval z ložilom, tako pravilno slovensko reče. V glavnem malenkosti bom potemnil, ker mi ta svetu smreko odtenk ni najbolj všeč. Kavč je še zapakiran, zato ker ga bom odpakiral pač pol, ko bo ta stena fertik. Spet les na tole steno, poj pa klele moja pisarna in končno, lej to mizo. Majster! Čist hudo. Zmer sem si želel tak ogromen deloven prostor. V prejšnjem stanovanju je bil ta prostor moja jedilnica, zdaj imam pa končno posebej sobo, tako da ko neham delati, lahko zadevo zaprem, malo mir prečihtam. Tlele imamo pa kamin. Pa ko smo lih pri kaminu takole izgledali, ko so ga pripeljali, takole pa zgleda, ko je zmontiran. Meni je ful všeč. Jeri poj nadaljeval s štromom in takole izgledali, ko je zasvetila ta prva luč v stanovanju. Yes! Ta prva lampa. Jaz pa Aleš sva se vmes lotila kavča, pa smo pa končno začeli obešati luči. In teh je bilo kar ogromno. Zdaj tako, jaz sem ful specifičen glede luči in hočem, da je povsod ambientna svetloba, oziroma kjerkoli sediš, da ti ne sveti luč direkt v glavo, ampak da ima vsaka svoj namen. Zato sem tudi v štartu zbral malo bolj premium luči, ampak mi ni žal, ker poglej tale rezultat. Sem povzel pri firmi Lights On v Kranju. Res se splača malenkost več dati za luči, pa da imaš pol v stanovanju kvalitetno svetlobo, ki pač v tem živiš pol vsak dan. Zdaj pa še najbolj pomemben kos pohištva in to je seveda TV. Vzel sem največjega, kar je še spodoben za tole steno. Kar se pa znamke tiče, je pa TV in soundbar, oboje od Samsunga. Uporabljam ga zdaj že kakšne pol leta in sem res zadovoljen. Pa ja, vem, nalepka je še zmer na TV-ju, zato ker čakam, da mi pridejo še drugo roko prebeliti in sem rekel, dokler nav čist pobelen, ne bom te nalepke dol vzel. Tako da ne biti jezni v komentarjih. Včas se približujemo koncu. Evo, tole je moja veža, ki ni še čist fertik, no, klele sem hotel, da imaš v bistvu en tak občutek,
da ko stopiš noter, da še zmeraj misliš, da si malo zunaj. Zato sem se lotil tele zelene stene, pa seveda obvezen mora biti tudi špegel, da se lahko človek malo pogleda. Tlele sem tudi že začel malo s temi detajli, tako se mi zdi, da ful dobro izpade. Pa tole steno moram še poštrihati, tako da bo mečala tudi strop, ker mi je ta odtenk malo presvetel. Takole, vidiš, tole so štrihane dele, tole pa še niso poštrihane. Drugače pa paziti tele gorenjske krokse. Jaz sem tele zadeve kupil v Ikei, ki se pol oni takole skup zataknejo, zdaj sicer težko. Jaz tole z eno roko pokažem, ampak dejansko sestavljaš kot pucleno. Edin klele pa pač ne znese za celo, pa prerežem na pol, pa s temole klamfarjem jih jaz gor dajem, ker imam v zadnji itak pač leseno steno. Evo, zdaj smo pa v zaključeni veži. Kakor ste videli, sem se tele stene lotil in sem jo čist dokončal. Obešalniki tudi že funkcionirajo. Zdaj pa skočimo kar noter v stanovanje pogledati, kako izgleda. Še preden pa začnemo, pa ne pozabiti kupiti kart za Automotor Show, ki se bo zgodil zdaj 16. pa 17. maja. To je največji avtomoto dogodek v Sloveniji, ki se zgodi enkrat letno. S kodom ROK imate pa še 15% popusta, tako da link je v opisu tega videa, pa se vidimo na Automotor Show. No, zdaj pa pojmo kar na ta glaven del, bajte. Meni je tale hodnik ena ljubših stvari, zato ker sem točno takole z lesa si naredil. Mislil sem sicer, da jo tukaj v spodaj slike, ampak pol, ko smo te luči pržgali, pa ko je ta les tako lepo krtačen, sem kar tako pustil, ki mi je še najbolj všeč. Gremo zdaj kar dnevno pogledati, kamin ste že videli, TV, soundbar in tako naprej. Zdaj bi vam pa jaz malo rad več povedal od kavča. Sicer jaz sem zmer hotel imeti tak kavč, a veš, da ko gor sedim, da lahko imam jaz res noge stegnjene, da se uležem. Plus ful mi je všeč, ker se te kavči v bistvu tako premikajo, da lahko normalno sediš, lahko si pa to daš nazaj in ful sem hotel tudi tak kavč, da ima ta del ful dolg. In to sem dobil, všeč mi je, ker ni usnjen, zato ker imaš v bistvu tak tekstil fajen in je ful hvaležen, nič se skoraj svinarija ne pozna. Kaj pa vem, ni vroč predvsem, tako da tukaj kar dost časa preživim, ko sem doma. Sem se pa odločil, da vam tudi povem, kje sem kaj kupil, koliko me je kaj stal, ker me to pol zmer sprašujete. Zelo pomembno je pa to, da vse, kar vidite tukaj, sem si jaz plačal sam, nič ni bila kompenzacija za kakršnokoli influencerstvo ali pa da bi mi kdo plačal, da bo pač njihov brand v tem videu, tega ni. Tukaj izključno povem, kaj sem si jaz zbral, kaj sem si jaz zaželil in kaj meni všeč. Zdaj pa kar nadaljujemo. Tako da vsem tistim, ki je tale kavč všeč, tole je od firme Kaleja. Kavč sem vzel pri podjetju Hutar. Mogoče se jih spomnite iz kakšnega videa prej, ko so mi pripeljali kuhno, pa tudi kavč, ko so v bistvu klele s kombijem pregonili na tale travnik za mano. Oni so mi v bistvu zrihtali vse. Kuhno pomeri, tole omarico prtevajo pomeri, komplet pisarno so mi naredili po meri, vgradno omaro, posteljo, jogi, omarico v kopalnici. Tako da vso opremo, razen pač mize, so mi zrihtali oni. In to mi je bilo ful všeč zato, ker se predvsem držijo rokov in je vse prišlo takrat, ko smo bili zmenjeni. Plus, ko so oni prišli, so sestavili kompleten stanovanje. Tako da moram reči, da jih res izjemno priporočam. Bom pa od vseh teh stvari tudi dal v spodaj linke pod ta video. Tako da, če vas zanima več, pač prečekirajte v spodaj opis videa. Zdaj pa pojmo mi pogledati mizo. Kakor ste mogoče opazili, se tale miza svet, ker ima noter vgrajene lučke. Tole je v bistvu miza, ki je moj dizajn. Mogoče eni od vas veste, eni ne. Jaz sem po poklicu industrijski oblikovalec in to so bili eni mojih prvih dizajnov, že v bistvu na koncu srednje šole in tudi to je bil moj prvo podjetje, ki se je imenoval Brightless, ki je delal točno take izdelke. Zdaj tega ne delamo več, oziroma samo še tako zapoznane pa po naročilu, ampak sem rekel, da vseeno v svojem stanovanju pa hočem imeti svojo mizo. Tako da tole je Brightless miza, noter so vgrajene ledice. Zakaj?
Predvsem zato, ker ti da tako lepo ambientno svetlobo in v bistvu, ker se družiš za mizo s prijatelji, ti ustvari en tak ambient, ki je pač tak, da združuje ljudi. Ti bom ugasnil zdaj lučko, pa upam, da se bo videlo, čakaj. Evo, kako dobro zgleda. In pol, ko imam jaz kakšne kolege tle na obisku, tako naredimo narezek, pa kozarc vina in pol v bistvu, ko kozarc daš na ledico gor, tega tako ful lepo osvetli. Seveda pa te mize ne morem narediti kar sam. Jaz sem bolj dizajner, ampak tisti, ki pa meni pomagal to narediti, je pa moj prijatelj Matic. Oni imajo doma mizarstvo MSM, tako da brez njega sigurno ne bi tega speljal. Tako da če si še kdo želi tako mizo, nama lahko napiše, ampak se pravim, to delamo res tako bolj za vesele, kot kaj drugega. Ampak dajmo zdaj kar pogledati, kako sva jo naredila. Najprej sva šla po les, kako je lep tale hrast. Potem sva pa na eno Iveral ploščo, oziroma ne vem, ko se temu točen reče, ufrezala dizajn, da vidimo, da vse špila. Tukaj je bila pa miza že zlimana, pa prvič zbrušena in pripravljena za na CNC. Matic zdaj še naštela vse skupaj in poženemo mašino. Zdaj pa lahko samo še držimo pesti, da bo ratal točen tako, kakor sva si z Maticom zamislila. In evo, takole zgleda izdelek, ufrezana miza. Zdaj čas, da midva še vse te mini upilke noter pobrusva, ki se kdaj kakšen naredi, in je čas, da zadevo zalijemo z epoksijem. Les je pofrezan, zdaj damo še epoksi noter, zadevo zalijemo, pa se pa suši baje 2 do 3 dni, pa lahko šele naprej delamo. Prav do ta male sedanke. Škoda je, da je povohaj. Ne, res. Da, povohaj. Ok, zdaj pa do tele sedanke, ne? Do te. To je to, kar ene meduze dela. Vidiš? Kaj da pjajc not zlil. Agaga. Až ko je mučno. Mar biti za drugo kakšno masko še investiramo. Pigmentam še dal noter, zato ker bi rad, da ni prozorna, ampak da je taka malo motna bela, ker ful lepš pa je svetloba, če izpride. Tako da kompliciraš pač povsod, kar se da, pa rata miza pa. Aja, dozirka. Pa tako. Moj puk si je dal, da kolinna riba. Zjutraj pa. Zjutraj pa ravne kolina. Ok, zdaj pa dosti heca, epoksi namešan, pa gremo. Takole zgleda prvi test z lučkam, zdaj zadeva še ni v nulo zbrušena, ampak samo to, da vidimo, kako v bistvu prevaja svetlobo. Meni se zdi vrhunsko, zato je zdaj čas, da jo zbrusva še na fino, na olva in pol je že ready, da jo namontiramo pri meni doma. Miza je bila narejena, pol je bilo pa treba še zmontirati. Seveda pa tukaj okrog mize nikjer ne boš videl nobenega kabla, to je pa zato, ker sem jaz že v štartu, ko smo podan v bistvu tega delali, pa pač preden smo ploščice položili, sem že štrom noter pripeljal in pod to mizo pride direkt štrom gor. Ampak spet sem rabil Jerija, da je priletel, pa da smo vse skrb zmontirali. Evo jo. Jaz takole kar uporabim eno kremo za roke, až takole čist malo jo vzameš, tlele vzadi, pač kamor se usede pol slika. In ko jo pritisneš na steno, točen vidiš, kje moraš pol pač zabiti zadevo. Takole, a ne, pogledam, kako bi imel jaz tole, pa jo pa sam piknemo. Evo, klej je zdaj ta pikca, tako da točen vem, kje moram žebljiček prbiti. Meni je všeč, kako je tole izpadalo. V bistvu tema teh slik tukaj je, zato ker je tle jedilnica in pa, ker sem hotel, da je tako malo F1 inspired, še vsem, čeprav smo v jedilnici. Imam tukaj Michaela Schumacherja, ki v najbolj znani restauraciji v Modeni z lastnico oziroma ta glavno kuharico delata špagete. Pol tukaj takole, ki se je včasih dirkal, ki jejo pa pijejo kar direkt na formuli v boksih, pa še seveda legenda F1 Ayrton Senna na podelitvi malo s šampancem, zato ker bo tukaj pač dostikrat hrana, pa tudi kakšen šampanček bomo odprli, tako da se mi zdi takile motivi kar primerni za ujedilnico.
Zdaj pa še luč zmontiramo in s tem dejanjem je jedilnica pa večino stanovanja fertik. Takole zgleda zdaj kopalnica, vse je fertik, no, tlele manjka še pralen stroj pa par poličk, to me letos čaka polet. Tlele noter imamo WC, evo takole fajn z ambilightom, lepo dišavce in pa zelo pomembna stvar artwork. In pa klele sem dal tole teto, ki pa v bistvu opozarja na to, da so lahko tukaj mokra tla in da je treba previdno hoditi. Sem pa tudi klele pod tuš zrihtal tak ambilight, pač želel sem, da je tuš tak zelo clean, pa da nima neke direktne luči, ampak sam tako v ozadju, da v bistvu pade svetlova in mi je ful všeč, kako je dejansko ratalo. Tudi v kopalnici sem hotel tak velik špegel, le koliko to veliko zgleda. Čist hodo naredi. Je pa to v bistvu čist custom dimenzija špegla. Takole v zadnji se mogoče vidi šledica pa okvirček. Ampak vse je res v piko narejen. Mi pa to naredil moj kolega Rok. On ima firmo Glasko. Sem najprej jaz mislil, da sem picajzel, ker sem rekel, lej tole more biti na, ne vem, 143 cm, zato da ful lepo odmik pride, pa da je pač poravnan z umarco. Pa je on rekel, Rok, lej ne, pomerila sva in pride 143,3. Tako da je on še večji picajzel, kot jaz, ampak sem zelo vesel, da je, ker je narejen v nulo. Kopalnice, tole je pa zdaj moja spalnica, evo zaključena. Hotel sem imeti take viseče lučke, tako da je v bistvu zgleda kot v hotelu. Klele na telekameri se malo bolj vidi. Je pa in jogi, in posla, vse so mi pri podjetju huta razrihtali. Mislim, da se jogiju reče moj san ali nekaj takega. Moram reči, da jaz boljš, ker na tej posli še nisem spal. Pa to ne govorim zato, ker sem zdaj pri njih kupil, ker tako, ker sem rekel že na začetku, vse, kar je tukaj noter, nič ni sponzorsko, vse sem plačal po rednih cenah, ampak res lahko priporočam zadevo. Tudi recimo tale oblazinjenje sem hotel imeti tak, da je v bistvu bolj tekstilen, da ni nek usnjen pa to in mi je ful všečno. Seveda je pa tukaj še vgradna omara, nič posebenega, sam pač, da je zdaj polna. Sem mislil, da bo ful placa, pa je že zdaj čist nafilana. Ampak ja, ful mi je všeč, kako je to vse skupaj ratal, črn strop, tlele, imam pa še vedno željo neko fototapeto dati, tako da se v bistvu ta temen strop nadaljuje v neki malo bolj sivkastga, pa pol v belo, levo, desno. Tole misto sem prevlekel z garaže, ker se mi zdi super dekoracija za stanovanje, vsaj po mojemu mnenju. Pa povsod po stanovanju vidiš take malo bolj automotive inspired plakate. Tukaj v dnevni imam Audi Quattro S1, tlele v hodniku pa najdeš v Dajertona Sene, Maklarna. Tole v zunaj pa moja terasa. Tlele mi fali sicer še malo vrtnih garnitur, ampak tamle sem si zrihtal šteker. Ne vem še za koga mrabo, ampak siguren kdaj prav pride. Pa tele take ambientne lučke, tako da imaš zvečer vsaj malo osvetljen. Pa tole stopničko sem si še naredil, tako da v bistvu ne stopaš direkt na pesek. Plus, tole je zdaj en tak malo novejši projekt, ki je v bistvu dostop do ognjišča, ki bo tukaj. Tako da tukaj sem že naročil kamen in pridejo tako take plošče, ki bo pol vse skrit v travo, tako da to bom zasul, travo nazaj nasadil, tukaj okrog pa pridejo pol tako stolčki, tako da bomo polet lahko s frendi v Bognu malo pohengali, meni je to res dobro. Poglejmo še ta zadnjo sobo in tole je moja pisarna. To je v bistvu soba, v kateri preživim največ svojega časa, ampak tukaj tudi najraje delam. Kle editam, kle imam sestanke in ful mi je všeč, da sem si pustil kle tako ogromen oken, zato da kad delam, da vidim tudi malo ven v naravo, predvsem pa, da imam malo placa za svoje igrače ali pa še malo več dekorja, pa ti zdaj kar pokažem še to. Ne me vprašati za kva, ampak tle imam pač svoje čelade. Gor nad temu imam avtomobile, ki jih že imam, se pravi Shelbyja pa RS-a. Tle imam pa avtomobile, ki si jih še želim, se pravi GTD-ja pa GT40-ja. Poster imam tlele še od Shelbyja. Po na tej strani imam pa GT3 dirkalnik in točen ta dirkalnik je v bistvu prvi ta nov Mustang GT3, ki je zmagal 24 ur Daytone. In voznik, ki je ta avto vozil, se pravi tale F. Verviš, on mi pa podpisal, to je njegov podpis,
mi je pa podpisal ta poster, ki je vozil na 24 ur spaja. Tako da se mi je zdelo zanimivo, da imam pač njegov podpis, pa tukaj tega Mustanga vozil. Lepo v bistvu z Mustangom, ki je bil pa tudi prvi Mustang, ki je osvojil prvo mesto in to na Daytoni 24. Še en sneak peek za Auto Motor Show. Tole so novi napisi za Flokijove gume, tako da lahko tudi že ugante, katero znamko gum bomo letos furali na avtu. Tole me še čaka čez dan, dva, da se lotam. Ker na trenutni točki smo en teden od Auto Motor Showa in jaz se res že veselim, da se vsi vidimo tam. Zdaj pa še zadeva, ki ste jo vsi čakali, dotaknemo se malo cen in da vidimo, koliko je mene v bistvu ta prenova tega stanovanja na koncu stala. Moj prvoten plan je bil, da me bo ta obnova stala nekje okoli 35.000 evrov in to je bil tudi moj budžet, ki sem rekel, ok, verjeten bo malo več, pa dajmo reči, da si dovolim iti tam nekje do 50.000 evrov. Kar se je pa na koncu še skoraj podvojil. Pa daj, da odprem zaforo kar Excel. Pa zdaj nam šel čez vse detajle, pa izkope, pa pesek, pa te stvari. Ampak vam bom povedal, recimo, stvari, ki so me šokirale, pa stvari, za katere sem dobro skozi prišel. Najbolj me je šokiral knauf. Knauf me je koštal okoli 17.000 evrov. Jaz sem si sicer predstavljal, da bo to okoli 5 ali pa maksimalno 10 jurjev, pa še to se mi zdelo ful veliko. Pa ne govorim zdaj zato, da bi me kdo ful okol prinesel, ampak dejansko te stvari toliko stanejo in ful sem zadovoljen, kako so naredili in pač ni mi problem plačati za kvaliteten izdelek. Ampak to je recimo ena stvar, ki me je zelo šokirala. Zelo me je šokiralo tudi recimo, koliko stane, da ti ploščice polagajo. Kaj recimo za kamen po tleh je, ne vem, 2 jurja, pa sem rekel, dobro, zdaj je verjetno še kakšnega jurja, pa pol 2, pa je bilo na koncu poje 3,5, pa spet dobra cena, ful so dobro naredili in še enkrat bi naredil, če bi mogel, ampak prvič delam kaj takega in so me take stvari šokirale. Kar se tiče pa steklenih površin, se pravi okna, drsna vrata za teraso, plus vhodne vrata, to me je pa prišlo slabih 7 jurjev, kar se mi pa zdelo, da bom siguren presegel 10. Tako da to so mi pa zrihtali pri firmi Okna Romih, nekaj takega, tlele z Gorenjske so, priporočam, ful zadovoljen. Pa kuhna s komplet belo tehniko me je prišla slabih 9 jurjev, kar se mi zdi za kuhno po naročilu super. Tudi na beli tehniki nismo nekaj ful šparali, tako da to se mi je zdela ful v redu cena. Pa tako, kot sem prej omenil, res, če rabite kaj od pohištva, tudi tole vse so mi naredili skupaj z umarcem. Čeprav sem vse plačal, to res zgleda, kot da zdaj vsem tem reklamo delam, ampak tako, kot sem že na začetku rekel, nič mi ni bilo podarjeno, vse sem plačal fair and square, zato ker sem pač hotel točno tako, kot sem si jaz zamislil. Nič, to je to za ta vlog in končno ste tudi vi videli moj stanovanje malo od bližje. Jaz sem toliko srečen, da imam končno en svoj prostor in ful mi je všeč, kako je vse skupaj ratalo. Ti mi pa napiši v komentar, kako se tebi zdi. Mi se pa vidimo zdaj ta vikend 16. pa 17. maja na Auto Motor Showu. Ajde, čau!